Državni zbor bo danes odločal o sprejemu proračunov za prihodnji 2 leti ter zakona o davku na nepremičnine. Ponovno pa tudi o novelah zakonov o dohodnini in bančništvu. Ker je proračun najpomembnejši dokument vsake vlade in izraz njene politike na vseh področjih, je premierka Alenka Bratušek na sprejem proračuna za leto 2014 vezala zaupnico vladi. Vlada je danes sprejela predlog zakona o finančni upravi, ki opredeljuje združitev davčne in carinske uprave s prihodnjim letom. Po besedah ministra za finance obe upravi že od junija delata skupaj in tako se skupaj borita proti sivi ekonomiji. Zakon so, kot je spomnil, že nekaj časa usklajevali, vse z namenom, da dolgoročno pride do prihrankov in racionalizacije. Od jutri naprej morajo imeti vsa vozila zimsko opremo. Zimska sezona, ki se vsako leto začenja 15. novembra, bo trajala do 15. marca. Kot napovedujejo vremenoslovci, bi letošnji začetek zimske sezone lahko sovpadel tudi s prvim sneženjem, saj je to napovedano prav za noč na petek. Kdor ne bo imel ustrezne zimske opreme, bo kaznovan z globo 40 evrov, če pa bo zaradi tega oviral promet, bo znašala kazen 500 evrov in 5 kazenskih točk. Ustrezna zimska oprema pa je prvi pogoj za varno udeležbo v prometu. Zimske pneumatike v zimskem času, torej pri temperaturah manjših od 7 stopinj, imajo to svojo funkcijo, da ima tudi avto, guma boljši oprijem na cesti. Tako da vsekakor priporočamo uporabo zimskih pneumatik, da ne bi uporabljali letnih, pa seveda snežne verige v prtljažniku, pa še običajno so te v prtljažniku neustrezne velikosti. Danes obeležujemo Svetovni dan sladkorne bolezni, ki po opozorilih Mednarodne zveze za sladkorno bolezen predstavlja veliko finančno breme. Hkrati pa so zaskrbljeni zaradi naraščanja primerov bolezni po svetu. Na svetu živi več kot 371 milijonov ljudi s to boleznijo. V Sloveniji je bilo lani po ocenah 117 tisoč sladkornih bolnikov. Mariborska 3. gimnazija danes popoldan slavesno akademijo končuje celoletno praznovanje svoje 150-letnice. Šola je bila sicer ustanovljena leta 1861, učiteljišče pa je s svojim delom začelo v šolskem letu 1862-63. Šola je več kot stoletje izobraževala bodoče učitelje, do danes je dočakala kar nekaj sprememb programa. Zadnjo leta 1990, ko je postala 3. gimnazija Maribor. Danes je tako ena izmed 55 splošnih gimnazij v Sloveniji. Njeni maturanti so uspešni na mnogih področjih, kar so v letu praznovanj pokazali tudi na mnogih prireditvah, pogovorih z nekdanjimi dijaki. Pripravili so tudi razstavo likovnih del profesorjev in dijakov šole. Da pa znajo še vedno izobraževati učitelje, pa dokazuje naslednje. Med zaposlenimi profesorji je kar 28 takšnih, ki so končali to gimnazijo oziroma eno od njenih predhodnic. Šolo je ob visokem jubileju obiskal tudi predsednik države, popoldan pa se bo udeležil slavesne akademije. Že prej pa je pred šolo v spomin na obletnico posadil drevo. Ponoči bodo padavine zajele vso Slovenijo, burja na Primorskem se bo spet nekoliko ukrepila. V petek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan slabile in ponekod tudi ponehale. Meja sneženja bo večinoma med 500 in 800 metri nad morjem. Na Primorskem bo pihala zmirna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo padavine povsod ponehale. V soboto bo pretežno oblačno, le na Primorskem se bo zjasnilo. Burja bo počasi slabila. V nedeljo bo zmirno do pretežno oblačno, a suho vreme. Danes v dnevniku televizije Maribor. Župan Fištravec se podpisal pogodbo za romsko restauracijo. Občani zbirajo podpise proti njej. Preverjamo, kako so se na zimo pripravile mestne zimske službe. Junak z vrha pri Sveti Trojici je zaživel tudi v animirani predstavi. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.